Ja, ta velik dogodek se bliža, vsi že nestrpno odštevamo dneve do reprezentančnega zbora. Tudi z fanti smo vedno bolj na vezi, na liniji se pogovarjamo, tudi ko med sabo igramo v klubih, vedno potem tema nanese na ta Euro, ki se bliža. In res vsi skupaj komaj čakamo, da lahko spet oblečemo dres slovenskih barv pa zastopamo državo na tem velikem tekmovanju. Do takrat pa ja, treba se fokusirati na klubske obveznosti, tam odigrati čim boljše, da si tudi zaslužimo ta vpoklic v samo reprezentanco. In pa še po drugi strani je zelo pomembno, da vsi ostanemo zdravi do takrat, da bo čim manj poškodb med fanti in da bomo v čim boljši pripravljenosti za samo prvenstvo. Ja, definitivno vse tri težke reprezentance, ampak na tem prvenstvu mislim, da ni nobenega lahkega nasprotnika. Vse države so si zaslužile, da so tukaj, so morali iti skozi kvalifikacije, tako da so si že zaslužile nastop na tem prvenstvu. Zdaj Španija definitivno nekoliko izstopa, mislim, da so tudi največkrat osvojili to samo prvenstvo, imajo res skozi leta in leta nerealno dobre igralce v teh mladih selekcijah, ki potem tudi v članski reprezentanci tam blestijo. In že sedaj določeni fanti igrajo v res velikih klubih, kot so Barcelona. Teda sam si želim, da bodo vsi ti fantje prišli, da lahko rečeš, da si igral proti njim in če bo potem dober rezultat, v katerega jaz verjamem, bo to tudi toliko več pomenilo vsem. In potem čez 10 let lahko nazaj gledaš pa rečeš, igral sem proti temu, nikjer ne vemo, kje bo se te kariere od nas pa od njih končale, ampak verjamem, da bo marsikdo res na visokem nivoju igral in potem, ko boš nazaj gledal, bo to nek velik in lep spomin. Zdaj, meni osebno, jaz bi si definitivno želel, da bi igrali proti Angležem, saj sem tudi sam igral v Angliji in mislim, da imajo oni res veliko zvenečih imen v teh generacijah, kot so Phil Foden, ki trenutno v Manchester Cityju res rastura, pa Jadon Sancho, ampak zdaj za te fante niti ne verjamem, da bojo prišli na to prvenstvo, ker so že na tem nivoju, da so eni glavnih igralcev v sami A reprezentanci v Angliji. Ampak glej, mogoče se pa bo kdo znašel tukaj v Sloveniji in ga bomo lahko spremljali na naših igriščih. Zdaj proti nam v Španiji morda Ansu Fati iz Barcelone ali pa Pedri. Mislim, da so ta imena trenutno najbolj zveneča. Od ostalih reprezentanc pa niti nisem bil toliko pozoren, bolj sem se fokusiral samo na Špance, ki so naš prvi nasprotnik. Pa jaz vidim tu še Slovenijo z eno res dobro generacijo in da se lahko enakovredno kosamo z vsemi temi tremi. Zdaj, ta ekipa je v preteklih letih igrala od Anglije, Nemčijo, Italijo, tako da smo se že pokazali, da lahko proti takšnim nasprotnikom igramo. Mi moramo samo verjeti v sebe, stopiti drug za drugega in iti samozavestno v tekme. In vsi vemo, da nogomet je ena nepredvidljiva igra, lahko se zgodi marsikaj. Igramo doma, mogoče bo to kanček sreče nam na tej strani pomagal. Lahko se res zgodi marsikaj, od sodniške odločitve dobi morda Španija prvo tekmo rdeči karton in si takoj v dobrem položaju za zmago. Tako da moramo samo biti samozavestni, ne smemo preveč razmišljati o vseh treh tekmah, iti tekmo po tekmo, probati izvleči najboljši možni rezultat. Saj smo si že sami sebi dokazali, da lahko, nenazadnje na zadnjih dveh tekmah, teh prijateljskih proti Rusiji in Nemčiji, to nam je res vlilo neko samozavest v ekipo, tudi selektorju smo dali določene odgovore, ker verjamem, da tudi on ni točno vedel, kje smo, ko je prišel na to mesto. Je dokaj spremenil samo ekipo, veliko je mladih fantov, še mlajših od mene, ampak res mislim, da so te generacije slovenskih nogometašev dosti talentirane in da se lahko dobro kosamo z vsemi tremi nasprotniki.
Ja, to je res izredna čast za mene, da bom zastopal svojo državo kot kapetan na tem prvenstvu. To mi ogromno pomeni. Verjamem, da tudi vsem, ki so povezani z mano od družine, da bo njim isto pomenilo kot meni. Jaz bom pa sam dal vse od sebe, bil tu za fante, se boril za njih in verjamem, da bodo oni isto naredili za mene. Moramo se zavedati, da ne igramo samo za sebe, da igraš zares za vse te prijatelje, za družino, za starše. Vsi nas bodo spremljali in da na koncu naredimo celo državo ponosno. Jaz bom pa probal biti ta vodja te ekipe in da bomo s fanti skupaj napisali neko lepo zgodbo. Tako sem rekel, treba iti sam tekmo po tekmo. Verjamem pa, da bo tisti moment, ko bom stopil s fanti na zelenico v Ljudskem vrtu proti Španiji kot kapetan, da mi bo za vedno ostalo v spominu, ker to je res poseben občutek. In potem, ko zaslišiš Zdravljico, se spomniš na vse te ljudi, na vse kolege v klubih, veš, da so vsi za tabo, da te spremljajo in da ne nazadnje zastopaš tudi njih, zastopaš celo državo in moram reči, da res komaj čakam ta trenutek. Ja, mislim, da se vsi zavedamo, da je to res neka priložnost kariere, lahko na koncu, ko boš nazaj gledal pa rekel, aha, tisto evropsko prvenstvo je pa bilo ključnega pomena, da sem se, ne vem, prodal v tujino mogoče in res postavil kariero na višji nivo. Sploh z temi nasprotniki, ki jih imamo. Vemo, da vsi ti fantje igrajo v odličnih klubih in ti sami klubi bodo spremljali svoje fante, kako igrajo. In če na tisti tekmi ti izstopaš, lahko marsikateremu skavtu, predstavniku kluba padeš v oko in si takoj na mapi pri večjih klubih in razmišljajo o tebi. Ampak s tem pride tudi določen pritisk, zdaj ne smeš se s tem obremenjevati in moraš samo dati vse od sebe, ko se igra začne, itak mislim, da vsi pozabimo na to, igra steče in si nekako v nekem ritmu in ne razmišljaš o teh stvareh. Ampak se pa vsi zavedamo, da je to res ena zelo dobra priložnost za vse, za slovenski nogomet tudi nenazadnje, da pokažemo, da imamo v Sloveniji talentirane igralce in verjamem, da se bo marsikdo z dobrim rezultatom izstrelil na višji nivo in bo to evropsko pomagalo pri tem. Ja, definitivno bo lepo, da bom igral v domačem okolju. Na tem samem stadionu sem velikokrat bil tudi kot mlad fant, ko še je slovenska reprezentanca igrala tam. Spremljal sem tudi Maribor, saj sem od tam. Ampak zdaj trenutno kot igralec Olimpije bi si mogoče želel, da bi tudi kakšno tekmo odigrali na Stožicah, ki je vseeno nek dom reprezentance. Ampak mislim, da bo tudi Ljudski vrt in pa stadion v Celju, da sta dobra prizorišča, da bomo imeli ta občutek domačih ljudi okoli sebe. Mogoče sam žal, da ne bo teh navijačev, ki bi definitivno prišli na stadion in nam pomagali. Ampak verjamem, da jih bomo na nek mogoče drugačen način vseeno občutili in nam bojo navsezadnje pomagali do dobrega rezultata. Ampak ja, res bo lepo igrati dve tekmi v Mariboru, v bistvu v kraju, kjer sem odraščal, no. To bo pa definitivno neka motivacija, da bomo rekli, če želimo igrati na Stojicah, si moramo pa to zaslužiti. V tistih naslednjem delu bo morda že tudi odprto za gledalce in če si sam zamislim nabito polne Stožice za nas proti eni zveneči reprezentanci, mislim, kar kužjo kožo lahko dobim zdaj, tako da to bo vsem cilj. Mi vemo, kaj smo zmožni, verjamemo v sebe, ampak vseeno moramo biti skromni, iti tekmo po tekmo, da ne prehitevamo stvari in zaenkrat je pomembna samo Španija. Pa nenazadnje, jaz si želim za vse fante, da bojo igrali dobro, da bojo uprizorili dobre predstave za sebe, za naše klube, da bojo ponosni na nas, za vso državo, ker vemo, da smo to zmožni. Zdaj rezultat pa je v nogometu
lahko igraš slabo, pa zmagaš tekmo, lahko si pa zelo dober, pa zgubiš. Tako da pri teh prvenstvih, ko se igra skupinski del, so pomembne točke. Jaz verjamem, da lahko presenetimo marsikatero od teh treh reprezentanc. Mi si potihem želimo, da gremo ven iz skupine. Vemo, da bo težko, treba iti tekmo po tekmo, skromno, delavno. Mislim, da nas to tudi krasi, da imamo to v sebi, da bomo grizli drug za drugega in da nam zbor bo lahko uspe marsikaj. In pa še to, da nam ta domači teren da nekaj sreče, da nam nekoliko pomaga in da se uvrstimo v drugi del tekmovanja.